Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci večera. Veseli smo, da ste v naši družbi. To je Večer zjutraj, prvi dnevni informativni podcast v Sloveniji, v katerem vam predstavljamo Večerove udarne novice dneva. Danes je ponedeljek, 7. julij 2025, moje ime je Miha Dajčman. V nadaljevanju. V petek je državni zbor mimo vladajoče Svobode razpisal posvetovalni referendum o dvigu obrambnih izdatkov. Odgovor premierja Goloba je bil takojšnji, pa gremo še na referendum o članstvu v zvezi NATO. Gorski go-karti in adrenalinski užitki. Areh postaja prava poletna destinacija. Vijoličasti na pripravljalnih tekmah zaenkrat 100%, od danes bodo formo pilili v Avstriji. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na vecer.com. V pričakovanju vremenske ohladitve se je močno zagrelo zračje na političnem odru. V petek je državni zbor mimo vladajoče Svobode z glasovi rdeče-črne, doslej nevidene koalicije Levica, SD, SDS, NSI, nekateri nepovezani poslanci, razpisal posvetovalni referendum o dvigu obrambnih izdatkov. Odgovor premiera Goloba je bil takojšnji, pa gremo še na referendum o članstvu v zvezi NATO. Matija Stepišnik je v moji družbi. Matija, smo vse bliže volitvam, kaj vse to pomeni za nadaljnji razvoj dogodkov? Ja, v pričakovanju vremenske ohladitve se je slovensko politično ozračje zagrelo pravzaprav do skrajnosti. Petkov večer oziroma pozni popoldan obratov in preobratov je na nek način novo premešal karte na slovenskem političnem prizorišču. Razpis posvetovalnega referenduma o dvigu obrambnih izdatkov je bil na nek način presenečenje. Dobro, vedeli smo, da ga Levica predlaga, vedeli smo, da bo Levica v tem projektu vztrajala, ampak da se je oblikovala koalicija, ki si jo Miha omenil, torej da so referendumski predlog podprli tudi na slovenski desnici in nenazadnje tudi socialni demokrati, je bil na nek način hud udarec za premierja Goloba, ki je le nekaj dni prej na vrhu zveze NATO v Hagu podpisal zavezo, da bo Slovenija do leta 2030 dvignila obrambne izdatke na 3% BDP-ja, kasneje pa, čeprav tukaj še nekaj različnih interpretacij, do leta 2035 na 5%. Strani opozicije je bila to na nek način taktična poteza, s katero seveda nagajajo predvsem vladajoči koaliciji, predvsem vladajoči stranki premierja Goloba, ker vemo, da slovenska desnica do Levice sicer nima zelo pozitivnega odnosa, predvsem pa z dvigom obrambnih izdatkov nima nikakršnih problemov. Na ta tobogan populizma so se na neki točki vkrcali tudi socialni demokrati. Da pa je bila mera popolna, pa je premier Golob kot protiudarec najprej izgledalo kot nekako užaljeno in afektirano dejanje, predlagal referendum o tem, ali sploh še želimo biti člani zveze NATO. Mislim, da poteza ni bila povsem nepremišljena strani vladnih soban premierja Goloba, saj je na ta način želel nevtralizirati referendum, ki bo potekal o dvigu obrambnih izdatkov, a vendarle govorimo o celotnem obrambnem sistemu, o članstvu v sistemu kolektivne varnosti, kar pomeni, da je ta partija, ki jo igra premier Golob, tvegana ne le zanj, ampak za celotno državo. Moramo vseeno vedeti, da živimo v zelo nevarnem svetu, v svetu populizma, v katerem so tudi v preteklosti različni vratolomni, na prvi pogled, bom rekel, zelo tvegani predlogi dobivali tudi podporo. Spomnimo se Brexita, paralele z Brexitom so seveda v tem trenutku še močno pretirane, a vendarle šlo je za nek projekt, ki ga je takrat startal britanski premier David Cameron in je potem na veliko presenečenje vseh dobil tudi podporo. Vendarle pa v slovenski ustavi v 3.a členu obstaja neka varovalka, to pomeni, da mora z razveljavitvijo neke mednarodne pogodbe soglašati državni zbor z dvotretjinsko večino. Tako da bo to dogajanje, ki je bilo v petek dodobra razburkalo sceno, predvsem
je seveda razburkalo vladne vrste, v koaliciji je prišlo do notranjega razkola in poka in videli bomo, kako se bodo v naslednjih tednih sestavili na novo. Nataša Pirc Musar, predsednica Republike Slovenije, se je oglasila takoj naslednji dan ob obisku na Koroškem in je dejala, da upa, da se bodo glave nekoliko ohladile. V naslednjih dneh pa bodo naši novinarji zagotovo izmerili temperaturo političnih glav. Si ti v petek, ker si bil dežuren tukaj v desku, pričakoval, da se lahko kaj takega zgodi, ker potem je kar tak, mislim, mi ko zaključujemo strani za tiskarno, je pač bila manjša panika, no, vsaj zaznal z njo. Dobro, imeli smo tudi nekoliko krajše roke. Dogajanje čez dan sprva ni obetalo takšnega razpleta, predvsem pa se je pričakovalo, da bo celotna seja trajala tudi nekoliko dlje, potem se je razpletla pravzaprav v pozno popoldanskem zgodnje večernem času, kot sem dejal, in je pomenila na nek način šok v slovenski politiki, nek pretres, o katerem ne nazadnje cel vikend različni komentatorji in analitiki pišejo komentarje, zaključke delajo in predvsem prognozirajo, kaj to pomeni. Bo Golobova vlada oziroma levo-sredinska koalicija Svoboda, SD, Levica zdržala do konca mandata? Kakšna je tvoja napoved? Ja, zdaj mandata ni ostalo več veliko, ne. Volitve so pravzaprav čez nekaj mesecev, niti ne več slabo leto, ampak zdaj je do volitev pravzaprav samo še 3/4 leta in še pred nekaj dnevi in tedni je izgledalo, da bo ta koalicija levo-sredinska ta mandat nekako razmeroma brez večjih turbulenc pripeljala do konca. Moram reči, da takšna konstantnost in konsistentnost in v bistvu notranja kohezivnost za levo-sredinske vlade do zdaj ni bila neka značilnost, ampak smo imeli neprestane mini vladne krize, grožnje z izstopi, izsiljevanja. Tako da je to v bistvu do zdaj najbolj resna vladna kriza in notranji razkol. Pozna se že, da so volitve blizu in da stranke iščejo svoje mesto pod soncem, predvsem seveda tudi stranke, kot sta Levica in Socialni demokrati, ki so mandat vendarle preživeli nekako v senci vladajoče Svobode. Predvsem pa je v volilnem telesu obeh strank ob dvigu obrambnih izdatkov oziroma napovedanem dvigu obrambnih izdatkov završalo. Gre vendarle za levo-sredinski stranki, ki imata v svojem programu in predvsem med svojim članstvom veliko ljudi, ki obrambnega trošenja, kot ga predvideva kurs zavezništva in predvsem zahteva ameriški predsednik Trump, ne podpirajo. Tako da je premier Golob na nek način potihem seveda pristal najbrž na to, da Levica gre v ta projekt referenduma posvetovalne narave, a najbrž ni računal, da bo na koncu ta referendum izglasovan. Levica bi si na ta način nekako oprala obraz pred svojim volilnim telesom, čez poskušali smo ustaviti ta vlak, ki drvi v militarizacijo, a državni zbor z razpisom referenduma ni soglašal. No, zdaj se je igra obrnila in Golob z protireferendumom poskuša zajeziti posledice tega, kar se je zgodilo v parlamentu. A kot že rečeno, obstaja še vedno kup varovalk, ki bi preprečile, kot se je izrazil naš sodelavec Marko Crnković v komentarju, tako imenovani not exit. Referendum na referendum, kdaj bi se lahko zgodil? Kdaj se bodo referendumi zgodili, ne vemo v tem trenutku še, ampak zagotovo bo politična jesen tako ali drugače vroča. Zdaj državni zbor je prvi referendum, ki ga je predlagala Levica v podpori SDS-a, Nove Slovenije, nekaterih nepovezanih poslancev in tudi Socialnih demokratov potrdil, tako da poti nazaj tukaj najbrž ni več, še vedno gre, to opozarjam, za posvetovalni referendum. V Sloveniji imamo namreč lepo tradicijo, da se rezultatov posvetovalnih referendumov politika potem ne drži. Ne nazadnje je takšen primer zadnji referendumski trojček v lanskem letu, ki smo ga izvedli, na veliko napovedali sprejem nekaterih zakonov, ki so bili na tem referendumu, pa v bistvu pravega epiloga oziroma uveljavitve volje ljudi še vedno nismo dočakali. Šlo je za referendume o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, konoplji in pa uvedbi preferenčnega glasu na volitvah. Na nove volitve, denimo, bomo še vedno šli po starem volilnem sistemu. Zdaj, ko govoriš o referendumih, so v Sloveniji postali neko politično orožje, s katerim se
preveč z lahkoto opleta in zakaj? Ja, mislim, da je vpletanje z referendumi postalo del neke politične strategije, taktike, ki se uporablja v notranje politične in pa strankarske namene z zelo partikularnimi kalkulacijami, kaj lahko neki politični opciji prinesejo. Referendum je ob volitvah najvišji izraz demokratične volje ljudi in pa legitimacije celotnega političnega prostora, in to vrstni manevri prinašajo neko novo normalnost, da referendumi postajajo orodje in orožje strank, da z njimi posegajo na polje dnevne politike, tudi z velikimi tveganji, brez nekih kalkulacij postavljajo pod vprašaj, denimo v tem primeru zunanje politični in varnostni konsens oziroma kurs države. To je neodgovorno in na nek način od resne politike tudi nedostojno. Za konec še to vprašanje, komu v bistvu so to dogajanje, čeprav med poletjem, ko ljudi neke take zadeve manj zanimajo, koristi? Ja, zagotovo ne koristi vladajoči koaliciji, v kateri so se pokazale razpoke, razhajanja in nesoglasja. Vladajoči Svobodi zagotovo ne, tudi z tem protimanevrom premierja Goloba, ki je na nek način na mizo vrgel zelo tvegano partijo pokra ali šaha, kakorkoli hočete, v katerem je zastavil zato, da bi zamejil neko odločitev Državnega zbora veliko več kot samo, bom rekel, nek politični projekt. Gre za članstvo v zavezništvu, za katerega so se državljani odločili na svobodnem referendumu pred krepko več kot 20 leti, in gre za neko seveda varnostno perspektivo države. Četudi se je Janez Janša in Nova Slovenija, četudi so se pridružili temu projektu, so se zato odločili po neki prav tako strankarski kalkulaciji, njihova volilna telesa bodo to najbrž razumela v funkciji majanja obstoječe levosredinske oblasti. Tako da nekih večjih posledic za SDS in Novo Slovenijo tukaj ne vidim. Kakšen bo pa končni račun, ki ga bodo izstavili volivci tudi za ostali stranki, torej Levico, ki je startala ta referendumski boj, in pa Socialne demokrate, pa bomo še videli. Predvsem pa kaos, ki trenutno vlada v slovenski politiki in je znamenje res brutalnega že predvolilnega boja, gotovo odpira prostor za nove, zelo radikalne, mogoče igralce, populistične v slovenskem političnem prostoru. Nedvomno pa daje dodaten zagon tudi newcomerjem, torej tistim, ki so napovedali šele vstop v politično areno, denimo Vladimirju Prebiliču, ki se je sploh zelo aktivno vključil tudi v debato po tem vročem petku v Državnem zboru. Matija, hvala. Hvala, kmalu zagotovo spet v tem studiu. Na mariborskih straneh danes dve reportaži. Ena je nastala v središču mesta, v petek v Polni Poštni ulici, druga na Pohorju. Areh je minuli vikend postal pravi adrenalinski raj, kjer so se obiskovalci, domači in tuji, zabavali z brezplačnimi go-karti, minigolfom in številnimi drugimi aktivnostmi, ki ponujajo nepozabne trenutke za vse generacije. Vročina v dolini, možnost različne rekreacije ter vse več zabave je na Areh privabilo številne obiskovalce. Za mar promove vožnje z gorskimi go-karti, te so minuli vikend ponudili premierno in so bili zato tudi brezplačni, se čakalo tudi do 15 minut, a se je izplačalo. Go-karti bodo sicer obiskovalcem za spust na voljo le ob koncih tedna ter praznikih, a bo zanje v prihodnje treba odšteti 8 evrov za vožnjo oziroma 25 za 1 uro vožnje. Na Pohorju sicer ni manjkalo gostov iz tujine. Igor Selam piše, da so ob tradicionalnih gostih iz Avstrije, Nemčije, Madžarske in Hrvaške go-karte preizkusili tudi Grki in Italijani. Kaj so mu povedali, pa preberite na večer.com. 4 pripravljalne tekme, 4 zmage. To je zaenkrat izkupiček vijoličastih to poletje. V soboto dopoldne so Mariborčani v prvoligaškem dvoboju z Aluminijem slavili z 2-1, popoldan pa so se znesli nad drugoligaško Bistrico in dosegli kar 8 golov, nase pa so opozorili tudi številni mladi nogometaši. Citiram: "Odločili smo se, da odigramo 2 tekmi v enem dnevu,
da igralci pridobijo na fizični kakovosti s tem, ko so postavljeni v situacijo, kjer se igra 90 minut, kajti v tem obdobju je zelo pomembno, da je fizična pripravljenost dobra, tudi zaradi prvenstva. Je razpored 2 tekem v enem dnevu pojasnil trener Maribora Tukberg Tanrivermiš. Kaj je še povedal Turek, preberite v Večeru na večer.com, kjer objavljamo več člankov na temo priprav nogometašev Maribora. Med drugim lahko preberete tudi pogovor z 18-letnim Nikom Grličem, ki se je po prejšnji sezoni odločil, da bo raje opravljal maturo, kakor se udeležil reprezentančne akcije mlade izbrane vrste Slovenije, ki je nastopala na Euro do 21 let. Rekel sem si, da če sem 4 leta hodil v šolo, jo bom zdaj tudi končal, je med drugim dejal Grlič, ki je v soboto na dopoldanski tekmi z Aluminijem gol dosegel že v 37 sekundi obračuna. Mariborčani se danes odpravljajo v Avstrijo, natančneje na avstrijsko Vinsko cesto, kjer bodo formo pilili v naslednjih dneh. V soboto pa jih čakata znova 2 pripravljalni tekmi, zadnji pripravljalni tekmi pred začetkom sezone. Danes sicer v Večeru in na večer.com še pogovor s trenerjem Aluminija Juratom Arsičem, pregled dogajanja na svetovnem nogometnem prvenstvu in članek o prestopih mariborskih futsal virtuozov. Matej Fideršek bo v prihodnje igral v Gracu, kjer bo njegov soigralec Tilen Gajser, Žiga Čeh pa bo v novi sezoni član Cazina. To je bil Večerov dnevni podcast Večer je zjutraj 7. julija 2025. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Z vami sem bil Miha Dajčman. Kakovostno novinarstvo lahko podprete, da se naročite na tiskani in spletni Večer, postanete nasledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam odstreti vpogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Prosimo, delite ta podcast s prijatelji, sodelavci in ostalimi. Se beremo in slišimo.